To je neka administrativna kategorija, ki z, bom rekel, dogajanjem v tekočem letu v naravi nima zelo veliko skupnega, pa skoraj nič skupnega. In temu se je potem pripisalo še ta pavšal, za katerega je tudi gospod Kramberger rekel, da niti ne ve, kako so ga izračunavali, ker ukrepov kmetijske politike 2007 še niso, ker ukrepi kmetijske politike v letu 2007 niso bili izplačani, so se začeli izplačevati šele v februarju, marcu mesecu v manjšem delu. Kar pa je pomembno, je pa to, da so ta obvestila pravzaprav na terenu med ljudmi, med lastniki kmetijskih zemljišč, ki pa jih je po nekih podatkih preko 500 000, takih, ki imajo katastrski dohodek, bom rekel, dvignila kar veliko prahu oziroma tudi veliko jeze. Tukaj se pojavljajo zelo velike, so se začela pojavljati zelo velike nesorazmerja. Na eni strani so kmetije, ki pač obdelujejo kmetijske površine, ki imajo lastna zemljišča in zemljišča v uporabi. Vse to imajo preko, evidentirano, recimo preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pa tudi Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v okviru GERK-a, se pravi, obdelujejo te zemljišča, ampak subvencija oziroma neposredno plačilo pavšalu se pa priključi nekomu drugemu. Tega v primeru Avstrije ni, tega v primeru Italije tudi ne. In ljudje so jezni, ljudje pač se obračajo na razne inštitucije, tudi na nas, na Kmečko zvezo in pač zahtevajo odpravo te nelogičnosti in pa seveda tudi po naši oceni neustavnosti. In moja ocena je, da je pravzaprav Ministrstvo za finance na nek način s prevaro speljalo zakon o dohodnini skozi državni zbor, ali pa, če hočete, s figo v žepu, če bi v bistvu se, ker zakon o dohodnini je bil sprejet v decembru 2006, veljati je začel za leto 2007, ki pa se obračunava šele z letom 2008. Se pravi, je tudi imelo več kot 12 mesecev časa, da pred 1.1.2008 ali pa pred 31.1.2008, ko so začele prihajati prva obvestila o tej dohodnini, tudi to področje uredi. Zdaj, ali, bom rekel, kakšni so razlogi za to? Za mene ni razlog, da se, bom rekel, dva ministrstva znotraj vlade ne morata po 2 letih uskladiti. To je za mene malo neresen argument. Kako se je usklajeval z nevladnimi organizacijami, seveda je drugo vprašanje, vendar vedno pri dogovarjanju do nekega dogovora mora vedno priti. Ampak da pa po 2 letih ni prišlo tega dogovora, je pa malo čudno. Moram povedati to, da je bil zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka v medresorskem usklajevanju še pred sprejetjem tega zakona v dohodnini, ki je bil sprejet decembra 2006. Tako da mi pravzaprav zahtevamo, da se ta obvestila v bistvu razglasijo za nična, ker na podlagi teh obvestil naj bi potem, rekel, tudi rezidenti dobili informativno izračune za dohodnino, da se da ustavna presoja tega zakona, ne samo da podpiramo ustavne presoje, katere pobude so bile že sprožene, mi tudi predlagamo, da pravzaprav interesna skupina kmetov, ki je tista prva poklicana, da to naredi pri državnem svetu, ki je tudi zakonodajni organ, vloži ustavno presojo tega zakona in zadrži izvajanje 54. člena. Jaz mislim, da po prvem stebru, da večinoma dobijo, ja. Razen, če ni kakšnih nepravilnosti v postopku kontrol. Drugače pa dobijo za ukrepe prvega stebra vsi. Se pravi, ko so ukrepi prvega stebra, pa so ukrepi plačil na površine, se pravi na površine njiv in travnikov. Seveda v letu 2007 teh izplačil ni bilo, še manj v letu 2006, so bile na posamezne kmetijske rastline in pa mislim, da je za kmetovanje v območju s težjimi predelovalnimi razmerami kot en ukrep drugega stebra.
Da so ti ukrepi, ki naj bi jih pripisali in v bistvu delili z kmetijskimi površinami v uporabi. No, zdaj so to razdelili tako, da naprimer vsak meščan, ki ima pač nekaj, dobijo 0,26 subvencije, 0,31, 0,81. Ti ljudje se nimajo kam pritožiti, veste, zato ker to ne gre informativni izračun. In tako se bojo po unem pravilu, ne, če bi jaz bila kredita, pa mi vsak Slovenc dal 1 evro, mi bi jaz bila 2 milijona, veste. Ne, tako, ko ste pač kmetje mnogo na boljše, ne. In vi ste pa proti, se pa temu upirate. Zakaj se rač ne pogovarjate o tem, da bi subvencije pač povedali, kaj to je, pa si jih obdavčili kot? Ne, se ravno zakon o katastarskem dohodku to zadevo rešuje. Ravno to dilemo, ki jo vi izpostavljate, gospa, da takšnih odločb, katero imate vi, se ne bi izdajalo. Seveda nima, to glih ni prav. Seveda. Ti sploh tega ne bi smeli dobiti. Subvencije ne smejo biti obdavčene, pa vemo, da drugod tudi so. In pravite, da ni prav, da so jih razdelili med 200, 300, 400, 500.000 ljudi. To se pravi, po eni strani imajo za to kmetje toliko manj, da so jih razdelili in bi morali biti seveda zadovoljni. Po drugi strani pa ne vem, kaj se naredi za to, da te subvencije ne bi bila obdavčene v 2 letih. Glede, mi smo želeli, da se zadeva napravi primerjalno, tako kot pa je recimo v Avstriji. V Avstriji